Hladno postaja, zima je že pred vrati in z njo tudi dolgi večeri. Čas, ko lepo zakurimo v peči in primemo v roke prejo, kvačko in lahko začnemo skvačkati. V knjižnici Bistrica ob Sotli se že vrsto let dobivamo v knjižnici ali pa nadaljavo in v teh letih je nastalo kar nekaj lepih izdelkov. Nastali so šali za brezdomce, hobotnice za nedonošenčke, muce, kvačkane igrače, ki smo jih podarili pediatrični bolnišnici v Mariboru, potem rokavčki pomagavčki, ki smo jih podarili osebam, ki so zbolele za demenco, in sicer smo jih podarili domu za starejše občane v Šmarju pri Jelšah, in še vrsto drugih izdelkov. Tokrat bomo najprej pričeli s kvačkanjem kazalk, knjižnih kazalk v obliki sovice. Komu bodo namenjene, boste še izvedeli. V nadaljevanju pa nadaljujemo še z vsemi ostalimi stvarmi, katere smo se naučili kvačkati. Vse, ki vas zanima, si pogledajte tale video, pridobili boste načrt za kvačkanje sovice, dobili boste načrt za kvačkanje sovice in tudi prejo. Za izdelavo sovice potrebujemo šivanko, kvačko številka 3, škarje ter belo prejico, črno prejico, tako rumeno-oranžno za kljun, za nogice, eno tako kontrastno in eno osnovno. Pa bomo kar začeli. Osnovna zanka je polšibična. Polšibična petlja. Najprej naredimo ta osnovno ta prvo zanko. Naredimo dve verižni. In potem 8 petelj, polšibična je pa tako, da jo ovijemo okrog kvačke. Damo v prvo verižno zanko, ovijemo in potegnemo skozi. In to naredimo 8-krat. Torej, ovijemo v zanko, potegnemo skozi in ko imamo 3 zankice, vse 3 damo dol in zopet ovijemo zanko, ven, imamo 3 in 3 dol. Tako, in zdaj 4., 5., 6., 7. in 8. Takole. Zdaj vzamemo tale trakec pa ga fino potegnemo, da se nam tale lukenca zapre. In zdaj nadaljujemo v novi vrstici. Zdaj bomo kvačkali pa samo v zadnji dve. Tukaj se nam v bistvu naredi spredaj ena verižica pa zadaj ena verižica in mi bomo zdaj kvačkali v to zadnjo. Jaz vam zelo toplo priporočam, da si preberete tudi pisna navodila, kjer zelo lepo je vse narisano, točno kam mora se kvačka vdeti, da pride pol tak lep vzorec. In sedaj delamo po 2 polšibični v eno, cel krog. Tako da imamo na koncu 16 petelj. Zdaj sta 2, 3, 4. Najbolj primerna prejica je bombaž, ker se zelo lepo dela, sploh za takele živalice raznorazne. Ne razteguje se, lahko se pere, lika, tako da priporočam bombaž. Takole. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eno preveč celo. Tako. In sedaj se že vidi, kako lepo nastaja tudi tale robek tukajle takole, ko gre lepo okrog.
Ne? To je zato, ker delamo v zadnjo verižico, od zadaj. Zdaj pa delamo naslednjo vrsto, eno verižno v eno zanko in 2 verižni v naslednjo. In to ponavljamo, dokler ne pridemo okrog. Na koncu bomo imeli 16 zank. Ne 16, 24. Zdaj smo jih imeli 16, ta vrstica jih bo pa 24. Takole. Sobica je precej enostavna za narediti, več je potem dela s šivanjem, ampak do tja še pridemo. Tole je pa precej enostavno. Primerno tudi za začetnike, zelo. Evo. Zdaj to preštejemo. Včasih je treba malo več šteti, sploh če smo začetniki pri kvačkanju. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, spet smo eno preveč. Takole, 24. Zdaj pa, da ne bomo to skozi šteli, takole ratal, lepo, predlagam, da si naredimo eno oznakico. In jaz to čisto enostavno naredim, čisto samo takole, da odrežem eno nitko in jo dam tukaj lepo, jo naslonim ob tole, kjer kvačkam, primam in zdaj kvačkam lepo naprej. V naslednji vrstici bomo šle 2 verižni, torej v vsako petljo eno verižno, potem pa eno polšibično, potem pa v naslednjo damo pa po 2. Ne? In sicer ena polšibična, pa v naslednjo ena polšibična in v tretjo naredimo 2 v eno. Na ta način širimo krog, ker če bi kvačkali skozi samo eno število petelj, potem bi nam nastal val, ker bi šlo samo v višino. Tako pa zdaj želimo, da gre v širino, da bomo dobili krog, ploskav. Takole. Še malo. Če slučajno ne veste, kakšna je polšibična petlja, priporočam, da v YouTube odtipkate polšibična petlja in boste dobili rezultate. Ponavadi so te videi zelo lepo prikazani, zelo nazorno, tako da bo potem bolj jasno za tiste mogoče manj izkušene. Evo, zdaj smo prišli na okrog. Takole, zdaj se že tudi lepo vidi, tale naša spiralca. Tako, v naslednjo vrsto delamo 3, pa potem dvojno 1, v naslednjo 2 in zdaj 3. Tako, zdaj pa v četrto pa naredimo 1 in 2, torej 2. In gremo. Ena polšibična, v naslednjo druga polšibična, v naslednjo tretja polšibična in v naslednjo 2 polšibični. Tako, tukaj jih bo zdaj v tej vrsti 40. Na koncu, ko pridemo okrog. Dva, 3. Takole. In spet dvojna. In spet dvojna. V naslednji vrstici bomo pa začeli malo drugače, da nam ne bo ratala preveč taka osemkotna oblika namesto kroga. Ker vedno na enem in istem mestu se razširi in potem začne nastajati tak
na mesto kroga začne nastajati tako samkotnik. Zdaj, ko smo prišli do konca, gremo pa takole. 2 šibični, ena v eno, pa v naslednjo ena, zdaj pa v naslednjo 2. Zdaj pa naredimo dvojno, zato da bomo razširili na drugem mestu. Zdaj pa spet, zdaj pa 4 enojne, 1, 2, 3 in 4, vsako v svojo, zdaj pa v naslednjo naredimo po 2, 1 in 2, pa še enkrat. 1 polšibična v eno, v naslednjo druga polšibična, v tretjo tretja polšibična, četrto četrta in potem 2 v eno. 5 in 6, torej, ker imamo tukaj 8, z 8 petljami smo začeli, potem se v bistvu vsako vrstico število petelj poveča za 8. In konec te vrstice bomo imeli 48. In to je naša predzadnja vrstica, potem je samo še ena. Potem pa gremo naprej. Takole. Še malo. 1, 2, 3, 4, pa dvojna. Takole. Pa zopet. 1, 2, 3, 4, pa dvojna. Pa še enkrat. 4. Tako, in sedaj, čisto na koncu, nam je še ostalo prostora še za 2 zanki. Torej, naredimo še 2, ki jih prej nismo naredili. Čist na začetku, tako. Evo ga, takole, in zdaj imamo še eno zadnjo vrstico za narediti. Tukaj jih bomo pa dali, tukaj bomo pa spet začeli kar takole. 1, pa 2, pa damo zdaj 3, pa 4, pa 5 in sedaj v naslednjo naredimo dvojno. In to je naša zadnja vrstica, kar se tiče trupa. 2, 3, 4 in 5. In zdaj dvojna, 6 in 7 v eno. In zopet 1, 2, 3, 4, 5 in dvojna v eno. In konec te vrstice bo 56 petelj vse skupaj. 2, 3, 4, 5 in dvojna, tako, 1, 2, 4 in 5 in dvojna. Tako. Da se lepše zaključi, zdaj izgleda takole, kar precejšen, tukaj je kar precej velika stopnička. Bomo naredili še eno gosto, navadno gosto v zadnji 2 zanki in eno tak slip stitch, ko gremo samo skozi, in zdaj smo v bistvu tole stopničko
lepo čist zmanjšam. Zdaj pa ne odrežemo nič stran, ker kar nadaljujemo. In sicer, zdaj bomo naredili perje na glavi. Tako da zdaj kar naredimo 4 verižne. 1, 2, 3, 4. Zdaj naredimo v isto zanko, torej tukajle noter, v isto, odkoder izhajate 4 šibične, naredimo 4 verižne, naredimo dvojno šibično. Dvojna šibična se pa naredi tako, da se dvakrat ovije okrog kvačke, vdenemo klele v tole zanko, potegnemo ven in zdaj imamo 4 zanke na kvački. In sedaj najprej snamemo dol 2, imamo zdaj 3, snamemo še 2, imamo 2 in še snamemo ti 2. Evo, dobimo takole. Zdaj pa naredimo naslednji 2, zdaj pa ne kvačkamo več v zadnje petlje, ampak v sprednje, čist tako kot bi normalno, in naredimo eno šibično in naredimo drugo šibično v naslednjo. Takole, evo, takole izgleda. Takole. Zdaj delamo pol šibično, 3, 1, 2, 3 in zdaj naredimo eno navadno gosto petljo. Zdaj bomo šli pa kontra, da bo na obeh stranih enako. Evo, ena gosta, 3 pol šibične, 1, 2, 3, 2 šibični, torej to je tako, je enkrat ovita, 1, 2 in sedaj še 1 dvojna šibična. Pride tukaj še 1 dvojna šibična in tole je zdaj frizura. Zdaj pa odrežemo vrvico. Pustimo malčkan daljšo, da jo bomo lahko šili noter. Evo ga, sovica bo nastaja. Tole tale trakac lahko odstranimo. Evo. Zdaj pa preštejemo. Bom pa naredili perje. Samo da jaz najdem. Ok. Četrta zanka, tukaj le pogledamo. 1, 2, 3, 4. In vdenemo kvačko v četrto zanko od začetka tele frizure. Tukaj bomo zdaj priključili nazaj našo osnovno barvo in sicer kar potegnemo skozi in naredimo najprej 12 verižnih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12. Zdaj pa v naslednjo naredimo ta slip stitch, v bistvu samo vdenemo kvačko in zavijemo prejo in jo samo skozi potegnemo. Nič drugega ne delamo. V bistvu samo pritrdimo tole verižico zdaj na telo, na trup. In naredimo naslednjo. Zdaj bomo naredili pa 15 verižnih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in še 5. 1, 2, 3, 4, 5. In zopet v naslednjo naredimo tale slip stitch, samo potegnemo skozi prejco. Za bolj podrobna navodila, prosim, poglejte še pisna navodila. Tam je tudi tako zelo lepo v slikicah vse in mogoče še malo bolj jasno, ker tukaj se vse premika. Zdaj v naslednjo bomo naredili 18 verižnih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18. Evo, in zopet priključimo k trupu, imamo že 3. Zdaj pa naredimo naslednjo 15 verižnih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15. In jo zopet priključimo k trupu. Tako, zdaj pa še 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In še tole priključimo k trupu. Pa odrežemo tako malo daljšo nitko, da bomo lahko potem jo lepo ušili. Takole. Evo. Zdaj imamo na eni strani krila. Isto ponovimo na drugi strani. Takole. In zdaj imamo na obeh straneh krila. Nadaljujemo tako, da zdaj sovico prepognemo na polovico. Takole. In zdaj tukajle na špički bomo zbrali dve pač sredinski in v eno bomo vdeli kvačko. Zdaj pa tukajle nadaljujemo, spet prejico vdanemo noter in naredimo 50 verižnih, ker bo to kazalka. 3, 4, 5, 6, 7, 10. In moramo narediti primeren repak. 10. Dvajset. 30. 40. 'Evo. Zdaj pa v vsako naredimo polšibično. Gremo zdaj po verižici navzgor in v vsako naredimo polšibično. In tako do vrha. To je tisti del, ko potem gre v bistvu tam skozi knjigo, ne, kjer si označimo, kje smo ostali pri branju. In gleda ven tale repak. Še na koncu bomo tak cofek naredili, ampak to še pride. Takole, zdaj gremo tlele skozi gor do trupa, da je majčkeno širše, da je lažje potem delati s tem. Takole, pa da lahko potem tudi pričvrstimo cofek na koncu. Evo. Pa še lepo izgleda. Tole majčkeno dlje traja, ampak tudi to je vaja. Malo, približno na polovici smo. In še enkrat toliko do vrha. Pa bo. Se že bližamo trupu. In zdaj že tale sovica naša dobiva neko svojo bolj pravo podobo. Zdaj bomo pa samo še okrasili, našili oči, perje, kljun, noge in kmalu bo gotova. Tako. Pol pa na koncu pa še ostane tista najbolj dolgočasen del, ko je treba vse tele vrvice noter ušiti, ker jih ne smemo odrezati,
drugače se bo začelo parati, pa ne bo v redu. Bo ves naš trud za manj. Ne, takole. Pazimo, ne, da so teta lepi, kako ne rečem, šivi zanke, no. Tista stran, ko je lepša, da je spredaj, ne, da ne bomo zdaj dali ta grde strani vzadi, pa mislim, ta grde strani spredaj, pa lepo vzadi. Zdaj pa tale repek priključimo tule v naslednjo zanko in isto sam potegnemo skozi in odrežemo malo daljši trakec, da ga bomo potem lažje všili, da nam ne bo nagajal. Evo, tako. Taram. Takole. Zdaj nas čaka pa samo še šivanje. Imamo 2 očesi in trup. Zdaj ti 2 očki prideta, jaz si najlažje si to naredimo tako, da si očko pritrdimo z buciko. In sicer nekako takole. Vam bom pokazala. Takole. Da je tale, s katerim bomo šivali, kjer se začne, da je na sredini. Tukaj je z bucko pritrjeno, tukaj gleda malo gor, uček pride preko te meje, gleda že malo tukaj v tole zgornje perje in tukaj na robu pride v bistvu čisto do roba. Zato, ker moramo nekako tukaj imeti prostora dovolj za 2 očesi in v bistvu se tako izide, no. Zdaj bomo pa tole prišili gor. Prosim pazljivo, zato da tale polšibične so v bistvu take dvojne in nam naredi tako fino na debelo bolj površino, kjer lahko zelo lepo šivamo, ne da se bi videlo na tej strani. Evo, zdaj pa kar veselo na delo, prišijemo obe očki. Evo, očki so prišiti, jaz sem še kar ušila tele nitke, ker so me motile. Tako da zdaj pa nadaljujemo, zdaj bomo prišili kljunček. Potrebujemo neko tako bolj barvo rumeno, oranžno, rdečo, kakor vam je najljubše. In kljunček lepo prišijemo tukaj med očke. Upam, da vam niso preveč, da vam ni preveč nagajalo to, da mora biti šiv skrit. Ampak res je lepše, no. Takole. In tudi tukaj jaz grem kar tukaj pod učkom noter, sicer se nič ne vidi. Tukaj pridem ven in to služi temu, da potem ni treba šivati noter teh še preostalih nitk. Je že v bistvu ušita in zavarovana hkrati. In potem lepo naredimo še kljunček. Malo se pohecamo, nobena ni enaka, vsaka je majčkeno drugačna in zato posebna in lepa. Ne, takole. Pazimo, da ne prebodemo na drugi strani. Zaenkrat še nisem. Takole. Evo. To je tako. Še malo, še z te strani. Evo. In zdaj še takole gor. Takole. Kljunček. In sedaj, ko se vračam, se spet vračam pod očkom, tukaj gor in tukaj se ničesar ne vidi. Tako in je naš kljunček narejen. Ne, se potem gre hitro. Takole. Tukaj vidim, da še nekaj ven gleda, da ima še to ne postrišt. Evo ga. Evo, zdaj pa nadaljujemo z okrasnim perjem. Okrasno perje, jaz sem si izbrala tole barvo, mislim, da bo dovolj kontrastna. Ravno tako vdenemo. Ugotovila sem, da je najlažje delati, če imamo enojno tole, v bistvu, da takole vdenemo in potem pustimo nekaj dolžine in delamo v bistvu z eno nitko, ne da jo na koncu zavozlamo, ne.
In spet, jaz grem spet v bistvu kar takole vdanem, tukaj pod krilci grem noter in poskušam tako priti vmes med temili v tej plasti, a ne, tako da se spet tukaj zadaj nič ne vidi. In zopet imamo tukajle tako, da bo kar ušito, ne, takole, evo. Takole in v bistvu se rešimo tegale šivanja dodatnega, dolgočasnega in se mi rajš lotimo takih zadev, ki so bolj zabavne. Zdaj pa takole malo, kolikor se nam zdi, recimo ene 3-krat v eno. Zdaj naredimo še takole okrasno perje. Takole in potem še zraven. Bom takoj pokazala. Nekaj na ta način. In zdaj tukaj nadaljujemo. Takole. Spet tako ene 3 nekje, pa da je, kaj jaz vem, nekih 7 milimetrov dolgo, to 8, po želji, to je v bistvu čist, tukaj si lahko date malo duška. Pač glavno je, da je lepo, da je estetsko narejeno, zdaj lahko pa malo improvizirate. No, evo ga, takole. Evo. Druga. Zdaj pa še spodaj. In še potem na drugi strani naredimo enako, da bomo imeli simetrično sovico. Takole, evo ga. Tretja. Ja. Tukaj pride zdaj nogice, mogoče bi to kar šli zdaj gor nazaj, gor. Tri. In še na tej strani. Evo, prva. Ni treba preveč zategovati, ker potem nam bo vse skupaj potegnilo, pa bo grdo. Pa bo pa note zadovoljne, pa bo treba parati, pa ne vem kaj, tisto pa potem res ni zabavno. Tisto je pa še najmanj zabavno. Nitke všivati ni zabavno, ampak parati je pa še bolj grozno. Ko se že človek nekaj potrudi, potem mora pa tisto sparati, ne, to je pa sploh potlej žur. Takole. Evo ga. Še spodaj. Mačkeno vaje je treba, jaz sem jih že kar nekaj naredila, tako da mi že tole zdaj gre res lepše in hitrejše od rok in že imam mačkeno naštudirane te razne hakeljčke, ki se utegnejo pojaviti. Ampak ni pa nič težkega tole, sploh ne. Takole. Še ene 2 bom naredila, potem pa mislim, da jih bo dovolj. Potem pridejo še pa nogice in počasi bo že takšna, kot si jo predstavljamo, da bo na koncu, evo. Tukaj. Takole. Še eno tole barvno peresce naredimo in
bo. Tako. In potem zopet, v bistvu grem jaz kar skozi trup, nekje tako vmes, da se ne vidi ne z ene ne z druge strani, da ni treba šivati. Evo ga. Pa tole odstrižemo odvečne tele nitke. Takole, pa še tegale majhnega. Damo stran, no. Ne se hecati. Evo. Cak. Že bolj podobna sovi, kakršno želimo. Zdaj pa vzamemo. Jaz sem vzela takole mačkan temnejšo prejco za nogice. Zopet odenemo nitko. Pa spet pazimo, da se ne vidi ne zgoraj ne spodaj, da kje šivamo. Šivamo zopet za nujno. Nogice naredim na tej strani, pa na tej strani. Takole. Takole pride pa je to. Tukaj tudi lahko čisto po svoje, tako kakor se nam zdi, da bo lepo naredimo. In evo, takole. Evo ena stran. Pa zdaj še druga. Spet šivamo precej tako na rahlo, no, da ne zategujemo, da se nam vse skupaj ne zategne, ker potem pa ne bo lepo več. In pazimo, da ne hodimo na drugo stran, ne, da se ne bo tam videlo. Evo, in zopet grem kar čez trup, da se izognemo šivanju. Evo ga. Nogice. Takole. Okay. Naslednja faza so oči. Zdaj oči bi lahko tudi z kakega blaga ali pa filca izrezali tele črne zenice. V bistvu je malo lažje, ne? Ker je treba narediti dve enaki. Ampak dobro, se bomo danes potrudili, pa jih bomo kar lepo pršili gor. Zopet gremo kar takole čez oko, do želenega mesta, kjer želimo šivati. Takole, takole. Evo, cak. Evo, repek skrijemo. In tudi tukaj se nič ne vidi. Zdaj pa tukaj malo par šivov naredimo, toliko da zgleda kot zenica, da bo spregledala tale naša sova. Da jo naredimo oči. In potem bo pa krasna. Že zdaj je, potem bo pa še lepša. No. Takole. Potrudimo se, da so oči čim bolj enake, da ni ena večja, ena manjša, pa da sta približno na istem mestu v vsakem očesu. Ena. Zdaj pa dva. Eno je lahko narediti. Drugo je teže, ker mora biti enako prvi. Takole. Ena. Dva. Takole sovica moja. Nekako takole.
In zopet, ko gremo nazaj, grem zopet pod očesom in potegnem, tukaj se še zmeraj nič ne vidi na tej strani. Evo ga. Takole, a bo. Evo, nadaljujemo z naslednjim korakom. Zdaj pa potrebujemo samo še tukajle okrasna peresa, pa tale cof. Zdaj jaz ponavadi lahko zaradi mene uporabite vse barve, ki ste jih porabili pri izdelavi. Torej, tole, tole, tole in tole. A probamo, da vidimo, kaj bo ratalo. Najprej bomo naredili tole okrasno perje na glavi. No, spet začetki so težki, da jih najdemo. Evo ga. Pa tale začetek, jaz jih kar takole skupaj naberem vrvice. Pa tole. Evo. Takole. Zdaj pa, ko imamo vse tele vrvice, kaj jaz vem, koliko pustim jaz, recimo za eno dlan. Takole za eno dlan in odrežem. Odrežem. In tole tudi prerežem tole na pol, da dobim zdaj takele dve rundi. Evo dve, ena, dve. Tako. Zdaj pa vzamemo sovo in v zgornjem kotku, tukajle, kjer smo delali tele, gremo skozi s kvačko. Vzamemo en paketek telih nitk, naredimo takole zanko. Potegnemo zanko skozi tole in potem na tej strani skozi to zanko damo tele in potegnemo in se nam krasno zavozla. Evo, ha! Ponovimo na drugi strani. Ponovimo še tole na drugi strani. Enako. Evo. In zdaj je tole seveda malo predolgo. Tako da skrajšamo. In še na tej strani približno enako dolge pustimo. Evo, a ni lepa? Zdaj pa rabimo še sam tukajle na koncu in naša sovica bo narejena. Zopet vzamemo tele nitke, zdaj pa jih bomo rabili malo več, v bistvu pa čiste barve pustimo, kot smo jih imeli. Zdaj pa, kaj jaz vem, koliko je to, 10 cm, takole nekje, takele dolge pustimo 20 cm. In odrežemo takole dvojno, da imamo zdaj v bistvu takole dvojno in tukaj na koncu je zanka, ki jo spet prerežemo. Tokrat ne bomo delili na pol, ampak se samo upogne, da se tukajle naredi takale debela zanka, velika debela zanka. Zdaj pa vzamemo tole in gremo do konca in zopet z zadnje strani vdenemo kvačko. Zadnje strani. Primemo tole, zahakljamo kvačko, vse skupaj potegnemo skozi. Evo. Zdaj imamo pa tukaj zanko. Zdaj pa skozi to zanko samo primemo vse in jih potegnemo takole ven. In dobimo zopet takle lep cofek, ki ga samo še malo popravimo na koncu, da so vse enako dolge. In naša sovica je narejena. Želim vam veliko užitkov ob izdelovanju sovic. Čau!